bomo kar začeli, ne? Ker kdor je tukaj, je zdaj trenutno najbolj pravi in ste vsi že pripravljeni, ne? Tako da dajmo kar začeti. Lepo vas pozdravljam na to marčevsko večerno dogajanje, na marčevskem večernem dogajanju, to bo še zdravljamo. Ko začenjamo z letošnjim ciklom, programsko enoto Posavje v diplomskih in raziskovalnih nalogah. Mogoče se spomnite, lansko leto smo pričeli nekako že v marcu, še v času, ko smo se srečevali nadaljavo, se pravi, je bilo še to srečanje z študentom oziroma z enakom nivojskim diplomantom tam na področju arheologije, tukaj imamo na področju turizma, se pravi, Timotej Pavlin je bil lanski naš prvi sogovornik, letos pa je to Anja Kraševec, ki je že opravila prvo stopnjo bolonjsko na fakulteti za turizem in bo tudi predstavila to svojo diplomsko nalogo, sedaj pa še naprej študira, na tej drugi stopnji, magistrskem študiju in tudi že aktivno dela na področju turizma v ZPTM-ju, se pravi Zavod za podjetništvo in turizem Brežice, v mestni hiši in tudi v sobani posavskih gradov, se pravi gradov Posavja, tako da se nekako ne more rešiti našega muzeja, te grajske stavbe, ki ga je tudi izbrala za svoje diplomsko delo. Jaz sem tam, vidite, napisana kot somentorica, to je bilo v bistvu kar moje prvo somentorstvo in je bilo kar težko, ker seveda je tam pogled turističen oziroma tem znanjem, ki ga te študenti imajo, malo drugačen, ne, kot je naš. Pri nas je vseeno primarno nekako delovanje v dobrodečščine, se ne da turizmu ni, ne, ampak gleda malo na drug način, ima tudi druge naloge. Zato mi je nekako bilo res ljubo, da je izbrala to temo in da nas je z nekim svojim pogledom in tudi skozi napotki mentorice, profesorice Marjetke Rangus, nekako malo drugače pogledala, malo več dala tudi povezav s področjem turizma, predvsem s tisto najbolj rastočo panogo, ki je bila v tistem času še zelo aktualna, ne? 2019 je bil tako imenovani kulturni turizem, ki je dobil to poimenovanje skozi nekaj desetletij. Mi, ki se ukvarjamo s kulturo, pač včasih imamo malo problem s temi predelniki, ne? Ali imamo kulturni turizem, pa imamo nekulturni turizem, tako naprej, več takih stvari je. Ampak seveda, no, neke uveljavljene terminološke paradigme, bi lahko rekli, so seveda zelo pomembne za razumevanje, potem širše, kaj mi počnemo, kako se nam da vpeti tudi v to turistično ponudbo. In vsak tak pogled je za nas tudi dragocen. Zato sem zelo vesela, da je Anja sprejela to povabilo, sprejela to nalogo, da to tudi nam predstavi. Tako da je zelo lepo in v bistvu ni naključi, da po nekem takem prvem stiku se potem najde tudi še naslednji, da sem sodelovala malo pri tvoji diplomski nalogi in da si danes tudi tukaj in verjamem, da še veliko krat. Tako, zdaj pa ta uvod, ki je bil ničkano bolj oseben, ne zameriti. Hvala vam, da ste poslušali, zdaj pa kar se damo v roke Anji Kraševec. Hvala. Torej, lep pozdrav še z moje strani, hvala za te lepo vodne besede. Torej, danes bom, kot že omenjeno, predstavljala svojo diplomsko nalogo, ki je imela naslov vključevanje kulturnih institucij v turistično ponudbo občine Brežic na primeru Posavskega muzeja Brežice. Torej, vsebina predstavitve danes bo najprej začela z uvodom, kjer bom predstavila pregled literature in pa teh konceptov, v katerih sem se našla skozi moje pisanje diplomske naloge. Potem bo sledila kvalitativna raziskava ter ugotovitve, ter na koncu še idejna zasnova, ki je bil nekakšen produkt tega empiričnega dela, torej idejna zasnova inovativnega turističnega produkta, ki vključuje tako ponudbo kulturne institucije, torej Posavskega muzeja Brežice v turistični ponudbi destinacije.
Torej, namen mojega diplomskega dela je bil predvsem opredeliti kulturni turizem in pa kulturne institucije kot nosilke ponudbe kulturnega turizma na destinaciji, potem predstaviti in pa analizirati sedanje stanje kulturnega turizma tako v svetovnem merilu, kot tudi v Sloveniji ter na destinaciji Čatež in Brežice, potem predstaviti vključevanje kulturnih institucij v turistično ponudbo občine Brežice, torej na primeru Posavskega muzeja, potem ugotoviti, kakšne so možnosti za nove načine vključevanja kulturnih institucij v lokalno turistično ponudbo ter pripraviti idejno zasnovo prej omenjenega turističnega produkta. Cilji diplomskega dela so bili predstaviti kulturni turizem ter opredeliti kulturnega turista ter potencialne pull elemente, torej za obisk kulturnih institucij v občini Brežice, potem opredeliti to razmerje med turizmom in pa kulturo, ter predstaviti kulturni turizem kot potencial za razvoj destinacije v prihodnosti, ker je kultura in bo eden od nosilnih produktov turistične ponudbe. Potem naprej je bil cilj predstaviti Posavski muzej Brežice kot osrednjo kulturno institucijo na destinaciji, ter kako se le-ta vključuje v turistično ponudbo, potem opredeliti pomen destinacijskega menedžmenta in opisati njegovo povezavo in pa vlogo pri vključevanju kulturnih institucij ter v turistično ponudbo na destinaciji, potem analizirati rezultate intervjujev, ter na podlagi teh informacij pripraviti neke možnosti za nadaljnji razvoj tega vključevanja kulture ter kulturne dediščine v turizem, ter na koncu oblikovati turistični produkt, ki bi povezoval Posavski muzej Brežice ter širšo ponudbo na destinaciji Čatež in Posavje. Skozi proces pisanja diplomske naloge sem poskušala odgovoriti na dva raziskovalna vprašanja, in sicer v kakšnem razmerju sta kultura in turizem v občini Brežice, ter kakšen je pogled kulturnih ustanov ter destinacijskega menedžmenta na kulturni turizem in kako se le-ta pojavlja na destinaciji. Drugo raziskovalno vprašanje pa se nanašalo predvsem na pomen in pa potencial kulturnih institucij, torej kot je na primer Posavski muzej Brežice v turizmu v občini Brežice. Diplomska naloga je postavljena iz dveh del, in sicer prvi del je bil predvsem pregled literature, ki sem ga deskriptivno tudi predstavila ter interpretirala pridobljeno literaturo. Empirični del pa je bil sestavljen iz kvalitativne raziskovalne metode, kjer sem s pomočjo strukturiranih intervjujev torej zbirala mnenje in teh najbolj vodilnih deležnikov na destinaciji, tako z področja kulture, kot tudi z področja turizma. Če kar prejdemo k stvari, torej kulturni turizem je bil osnovni koncept moje diplomske naloge. Torej, kultura in kulturna dediščina sta pomembni soustvarjalki turistične ponudbe sleherne destinacije. Kultura tudi predstavlja nek izbor globalnega gibanja ljudi in je s tem najpomembnejši način tega oblikovanja medkulturnega dialoga. In zato je tudi pomembno, da se kulturna dediščina smiselno, predvsem pa s pravilnim pristopom vključuje v turistično ponudbo. Torej, kulturne znamenitosti, privlačnosti destinacije in pa njene kulturne prireditve so za turiste pomemben motivator pri izbiri destinacije potovanja in predstavlja samo po sebi tudi neko kulturno udejstvovanje turistov na destinacijah. Kulturni turizem je eden izmed najhitreje rastočih sektorjev turizma in po besedah Svetovne turistične organizacije predstavlja na letni ravni kar 40% vseh mednarodnih potovanj. Je tudi ena najstarejših oblik turizma, svoje zametke ima že v antiki, kasneje se je razvil tudi v obliki grand tour potovanj, ki so potovanja predvsem vezane na raziskovanje pomembnejših zgodovinskih mest v Evropi. Svoj preboj na nekako bolj ta turističen
spekter kot koncept pa je pridobil v času po drugi svetovni vojni, še bolj natančneje v 80. in 90. letih, ko so te vodilne destinacije na svetovnem merilu začele se promovirati kot kulturne destinacije. Torej, še vedno ni nekakšne poimenovanje, kot definicije turizma enotne, torej se razvija zelo v različnih smerih, ker je tudi pogled na turizem in pa kulturo zelo raznolik in ima več definicij. Eno od definicij pa je predstavila Svetovna turistična organizacija, ki je pogled na kulturni turizem opredelila za dveh vidikov, torej širšega konceptualnega in pa ožjega tehničnega. Ampak skupno pa ima je to, da je kulturni turizem turistični produkt, pri katerem je motivacija turista povezana s poznavanjem nove kulture, z udeležbo na kulturnih dogodkih, z obiskom kulturnih znamenitosti, ter ima namen nekako avtentično in pa edinstveno doživetje turistične destinacije. Torej, ima zelo izjemni razvojni pomen, saj pripomore k razvoju človeških virov, vpliva na nadgrajevanje kulturne in pa tudi turistične infrastrukture, skrbi za nastanek novih delovnih mest ter tudi za rast BDP-ja. Posledično pa zvišuje tudi življenjski standard in pa pripomore pri ekonomski rasti celotne destinacije. V zadnjem obdobju pa smo iz tega tradicionalnega pogleda na kulturni turizem prišli v bolj kreativnega, torej da ni več tukaj v ospredju samo pasivno opazovanje in pa participacija turistov, ampak se bolj aktivno in udeležujejo tudi različnih dogodkov, festivalov in se bolj globje spoznavajo z kulturo, tudi z lokalnim življenjskim stilom. Tukaj pa je povezano tudi to inovativno digitaliziranje in pa inoviranje kulturne dediščine, ki se kasneje povezuje tudi z turistično ponudbo. Glavni motivi kulturnih potovanj so raznoliki, saj so povezani predvsem na vrsto kulturnega interesa turistov in pa na aktivnosti, ki so povezane z temi interesi. Tako delimo na primer motive na dediščinske motive, ki so vezani predvsem na obisk gradov, krajev, spominskih hiš in pa arheoloških najdišč. Potem umetnostne motive, ki so vezani na obisk gledališč, koncertov in pa tudi galerij ter literarnih prizorišč. Potem kreativne motive, tukaj je v ospredju predvsem fotografija, slikanje in pa na primer učenje jezikov. Ter urbano kulturne motive, ki so vezani predvsem na urbano območje, torej na obiske mest, mestnih središč in pa na drugi strani na podeželske kulturne motive, ki pa so vezani na ruralno območje, na obiske kmetij, vaških središč. Tukaj tudi je zelo pomemben ekološki turizem oziroma ekoturizem ter odkrivanje kulturne krajine. Srednji turist, ki ga kulturni turizem kliče k sebi, pa je to kulturni turist. To je oseba, ki potuje z namenom obiska kulturnih znamenitosti, ki predstavlja njegov osrednji oziroma primarni motiv pri izbiri destinacije. Tudi turisti se delijo glede na svoje motive, in sicer so tisti, katerim je kultura primarna motivacija za obisk destinacij in se namensko odločajo za obisk muzejev, galerij, kulturnih ustanov ter spoznavanje kulturne dediščine ter zgodovine. Na drugi strani pa so tudi tisti, katerim kulturna dediščina ni primarni motiv za obisk destinacije in jo doživljajo manj poglobljeno. Povezanost kulture in pa turizma se vidi skozi več aspektov. Med drugim turizem ima ugoden vpliv na razvoj tako kulture posameznika, kot tudi širše skupine. Razvijanje kulturnega turizma pomaga tudi majhnim destinacijam oziroma majhnim državam in jim omogoča, da dosegajo večjo stopnjo prepoznavnosti. Med drugim turizem vpliva tudi na širjenje socialnega aspekta in pa kultiviranje skupnosti, ter bogati posameznikovo kulturno identiteto, ter krepi ta medkulturni stik ter zmanjšuje medkulturne razlike.
Sinergija med kulturo in turizmom je mogoče najti tako na podeželskih, kot tudi na urbanih destinacijah. Med drugim pa te podeželske destinacije vidijo v kulturnem turizmu velik potencial, kajti ga lahko razvoj tega vidijo predvsem v kompenziranju teh tradicionalnih panog, ki so v stagnaciji in z razvojem turizma torej pomagajo pri razvejanju lokalnem gospodarstvu. Kultura je pomemben dejavnik pri razvoju turistične destinacije, saj je vpletena predvsem skozi gospodarski, socialni in pa okoljski razvoj turistične destinacije in ima pomembno vlogo pri ustvarjanju nacionalne blaginje. Vpliv kulture je viden skozi več aspektov, torej večplasten. Njen ožji pogled govori, da kultura vpliva na ustvarjanje novih delovnih mest, posledično vpliva tudi na poseljenost regij. Širši pogled pa govori, da kultura pripomore k boljši kakovosti življenja, krepi lokalno kohezijo, preprečuje to socialno izključenost ter krepi pomen civilne družbe. Torej, s pravilnim upravljanjem kulturnih dobrin ter razvojem kulturnega turizma se lahko na destinaciji predvsem omogoča medkulturno izmenjavo, spodbujajo se prizadevanja za ohranjanje kulturne dediščine, potem oživlja se tradicionalna gradbena ter obrtna industrija, razvija se gospodarstvo na lokalni ter tudi na regionalni ravni, ter poveča se povezanost in oblikuje se kulturna identiteta gostiteljske skupnosti. Kulturni turizem v Sloveniji je temelj identitete slovenskega turizma, je tudi eden od glavnih produktov slovenskega turizma, kot ključni element turističnih doživetij pa prispeva tudi k prepoznavnosti Slovenije širom njenih meja. Kot osnovni oziroma kot gradilni produkt slovenskega turizma je bil opredeljen tudi v strategiji slovenskega turizma, ki se že počasi izteka, torej bo prišla tudi nova. Je pa STO, torej Slovenska turistična organizacija, v svoji viziji tudi napisala, da želi, da Slovenija v prihodnje postane globalno prepoznana kot turistična destinacija za petletna doživetja, ki nagovarja predvsem petične oziroma butične goste. V svoji kampanji It's Slovenian Culture Time je Slovenska turistična organizacija nagovarjala butične goste predvsem z oblikovanjem kulturnih doživetij, ki se oblikujejo predvsem na principu prepoznavanja in pa raziskovanja kulturne dediščine, umetnosti, kulinarike, festivalov ter prireditev ter življenjskega sloga njenih prebivalcev. Kulturni turizem pa se v Sloveniji še naprej razvija v smeri razvoja profilirane ponudbe, torej to pomeni, da se oblikuje ponudba po meri vsakega individualnega turista, potem, da se razvija dostopna ponudba v smislu cenovne, logistične kot tudi informacijske dostopnosti. Nenazadnje pa se razvija tudi butična ponudba, ki se osredotoča na posameznika in pa na njegove potrebe. Kulturne institucije kot nosilke ponudbe kulturnega turizma so izjemnega pomena, kajti kulturne ustanove oziroma institucije podpirajo in pa razvijajo dve najvišje vrednote vsake družbe, to so znanje in pa umetnost. To pa se kaže predvsem v tem, da te dve vrednote pozitivno vplivata na gospodarstvo, prispevata tudi k ekonomski blaginji ter poživljanju regije, v katerem deluje. Tukaj imajo poseben pomen, torej muzeji, galerije, festivali in pa drugi kulturni dogodki, ki pripomorajo tudi nenazadnje k razvoju turizma. Torej muzeji so ustanove, ki delujejo kot posredniki med predmeti zgodovine kulturne dediščine ter prejemnikom kulturnih kod, torej obiskovalcem. Vizija sodobnih muzejev pa je predvsem to, da ustvarjajo priložnost za obiskovalce, da razvijajo svoje ustvarjalne potenciale ter na inovativne načine pridobijo nova znanja in pa veščine. Vloga muzejev kot institucij se kaže v varovanju kulturne dediščine in pa oblikovanju kulturne identitete lokalne skupnosti. Vpliv sodobne tehnologije pa je zelo vplival tudi na delovanje muzejev, kajti se je s tem izboljšala tudi izkušenjska ponudba oziroma
to doživetje kulturne dediščine na čisto drugačen način. Tukaj pa je viden pomen tudi ponudbe sezoničnih izkušenj ter doživljajska predstavitev kulturne dediščine. Kulturni turizem v občini Brežice je eden nosilnih produktov turizma. Torej, da sploh se lahko razvije kulturni turizem, mora destinacija imeti že predispozicijo, da ima določene elemente oziroma kulturne prvine, kot so na primer kulturne prireditve, razvito kulturno dediščino in ostale znamenitosti, ki pritegnejo kulturnega turista. Torej, te vse elemente destinacija Brežice že ima, ampak se ponujajo pa določene priložnosti za razvoj kulturno-turističnih produktov, ki se prikažejo predvsem v tej personalizirani ponudbi, ki narekuje po večjem vključevanju turistov v samoiniciativno ustvarjanje. Vrednost za razvoj kakovostne ponudbe na področju kulturnega turizma je tudi pripovedovanje zgodb, ki je izjemno pomembno v zadnjem času in pa neko to iskanje avtentičnosti v prostoru v razprotju od globalnega turizma. V tem smislu je Posavski muzej Brežice vodilni deležnik na področju kulturnega turizma na destinaciji Čatežnik Brežice ter pri ustvarjanju kulturnih produktov na destinaciji. V empiričnem delu je sledila kvalitativna raziskava, kjer sem s pomočjo podstrukturiranih intervjujev z vodilnimi deležniki na področju kulture ter turizma želela dobiti vpogled v mnenje deležnikov o razvoju kulturnega turizma v občini Brežice ter kako oni vidijo vključevanje Posavskega muzeja Brežice kot osrednje kulturne institucije. Tako sem naredila intervjuje z ZPTM-jem Brežice, Posavskim muzejem Brežice, z Občinsko turistično zvezo ter Zvezo kulturnih društev Brežice. S pomočjo teh rezultatov pa sem dobila tudi vpogled v to, kaj manjka na destinaciji, kaj želijo ostali deležniki na področju turizma in tudi kulture, ter sem oblikovala idejno zasnovo vrhunskega turističnega produkta, ki bi povezala tako lokalno turistično ponudbo s ponudbo Posavskega muzeja Brežice. Vključevanje Posavskega muzeja Brežice je osnova za oblikovanje kulturnega turizma na destinaciji. Njegovo funkcijo so akterji iz področja turizma zaznali predvsem skozi njegove funkcije in v prvi vrsti je to predvsem varovanje, hranjenje in upravljanje s predmeti kulturne dediščine. Potem njegova naslednja funkcija je informiranje ter komuniciranje, torej da omogoča dostopnost dediščine širši javnosti in jo tudi predstavlja z namenom širjenja znanja in spodbujanja identitetnih procesov. Potem naslednja funkcija Posavskega muzeja Brežice je izobraževalna interpretacijska funkcija. To se vidi predvsem skozi njegovo ponudbo, torej z stavami tako arheološke, zgodovinske in etnološke narave. Potem naslednja funkcija je funkcija animacije ter ozaveščanja javnosti o družbenih vrednotah kulturne dediščine. To se kaže predvsem skozi organiziranje delavnic, razstav, predavanj, ki so vezani predvsem na to izobraževalni vidik. Je tudi pomemben graditelj in pa oblikovalec lokalne kulturne identitete ter povezuje lokalno skupnost na tem širšem sociokulturnem nivoju. Njegova trajnostna naravnanost pa je pomembna tudi pri trajnostnem razvoju širše destinacije in pa tudi širše regije. Ponudniki pri razvoju kulturno-umetniškega udejstvovanja na destinaciji torej je pomemben pri oblikovanju kulturnih ter zabavnih dogodkov, ustvarjanju delavnic, koncertov ter tudi festivalov. Pomembno je tudi pri povezovanju turizma ter kulture, saj pomembno vpliva tudi pri oblikovanju različnih projektov. Eden ta projekt je tudi Grdoj Posavje, ki je dejansko za inovacijo in pa digitalizacijo kulturne dediščine pripomogla v tem, da se tudi ta bolj vključuje v turizmu. V bodoče pa so turistični akterji
videli Posavski muzej tudi kot pomemben akter pri oblikovanju destinacijskih integralnih turističnih produktov. Torej, če z enim stavkom to povežemo, je kulturni turizem mogoče razvijati samo z povezovanjem mreženja različnih znanj in pa praks, tako z področja turizma, kot tudi z področja kulture, ter skupnim trženjem, ter skupnim marketingom. Tukaj pa je pomembna vloga destinacijskega menedžmenta. Torej, ima ključno vlogo pri dvigovanju prepoznavnosti destinacije ter razvoju inovativne turistične ponudbe kulturnega turizma. Skrbi predvsem za namensko trženje, medsektorsko povezovanje, kot tudi skupno promocijo. Temeljne naloge za upravljanje destinacijskega menedžmenta pa so predvsem zagotavljanje normativnih okvirjev, torej da se oblikuje konkurenčna strategija razvoja in pa skupna vizija destinacije. Pomemben je tudi pri oblikovanju ponudbe, torej razvija nove produkte, zagotavlja kakovost ponudbe in pa storitev za goste ter izvaja nadzor kakovosti te ponudbe. Zagotavlja tudi spodbujeno okolje za medsektorsko povezovanje kulture kot tudi turizma, torej spodbuja lokalno prebivalstvo k tem pozitivnem odnosu do kulture ter turizma ter koordinira in pa zastopa različne interese. Izvaja tudi tržinsko funkcijo, torej upravlja z viri, izvaja tržinske strategije, upravlja z blagovno znamko ter interno komunicira z deležniki ter ohranja destinacijskim imidž. Glede na rezultate intervjujev smo oblikovali tudi SWOT analizo. SWOT analiza torej predstavlja prednosti, slabosti, priložnosti in pa tudi nevarnosti na področju kulturnega turizma. Torej prednosti, ki sem jih zasledila, so predvsem to, da ima destinacija bogato zgodovinsko in pa tudi kulturno dediščino z velikim turističnim potencialom, da ima široko ponudbo na področju kulturnih dejavnosti ter ustvarjanja, ter da je Posavski muzej Brežice zelo prepoznan tako na lokalni, regionalni in tudi nacionalni ravni. Slabosti prihajajo predvsem iz okolja, torej tukaj so intervjujenci videli predvsem premalo inovativnih in komunikatnih integriranih turističnih produktov in doživetij. Videli so tudi neobstoječo skupno zgodbo destinacije, torej to je ena pomanjkljivost, ki ponuja tudi priložnost, ter da ni vzpostavljenega celovitega destinacijskega menedžmenta, torej funkcijo destinacijskega menedžmenta izvaja ZPTM Brežice, vendar še ne izvaja vseh funkcij oziroma nalog, ki jih le-ta zahteva. Priložnosti pa sem opazila predvsem v razvoju torej integralnih turističnih produktov, ki bi povezovali tako kulturno dediščino kot tudi turistično ponudbo širše destinacije, potem spodbujanje medsebojnega sodelovanja ter mreženja raznolikih akterjev in pa ponudnikov s področja turizma ter kulture ter bolj aktivna vloga DMO-ja pri razvoju teh produktov. Nevarnosti, ki pa prihajajo tudi iz okolja, so predvsem nezmožnost financiranja projektov ter dogodkov, premalo vlaganja v obnovo in ohranjanje dediščinskih objektov, mest in vaških središč ter nesnovne dediščine ter tudi nepripravljeno sodelovanje med deležniki na destinaciji. Torej, ključne ugotovitve, ki sem jih na koncu zapisala kot rezultat intervjujev, pa so predvsem to, da ima destinacija bogato in raznoliko kulturno dediščino in turistično ponudbo, je pa še veliko neizkoriščenega potenciala, ki se ga da še nadgraditi, predvsem z delnimi in pa integralnimi turističnimi produkti, ki bi pomembno vplivali tudi na razpršitev turistične ponudbe in na desezonalizaciji. Pomemben gradnik kulturnega turizma v občini Brežice predstavljajo prav kulturni dogodki in pa festivali, ki jih organizira prav Posavski muzej Brežice. Potencial za razvoj destinacije v perspektivno kulturno destinacijo kot sem že omenila, se lahko doseže le z načrtovanjem, povezovanjem z mrežnjem različnih znanj in pa praks ter nekim skupnim destinacijskim trženjem ter marketingom. Vsi intervjujenci so torej prepoznali pomen Posavskega muzeja Brežice kot ključnega deležnika pri tem razvoju. Njegova vloga je predvsem v procesu razvoja kulturnega turizma skozi
postavljanje dediščine širši javnosti, ohranjanje kulturnega izročila, promocija kulturne dediščine ter oblikovanje občinske in pa turistične kulturne ponudbe. Potreba po oblikovanju skupnih zgodb je bila skupna vsem intervjujencev, torej videli so, da je premalo pristnih in pa avtentičnih doživetij. Tukaj pa je pomenil predvsem sinergija znanja tako turističnih delavcev na področju tržnega komuniciranja, kakor tudi znanja muzejskih delavcev na področju kulturne dediščine. Torej, kot produkt mojega diplomskega dela sem oblikovala enodnevno integralno turistično doživetje. To doživetje je vezano predvsem na butičnost in pa nagovarja predvsem te petične goste. Ta produkt sem poimenovala Brežiška avantura. Dogaja se v poletnem času in traja en dan. Kot ciljno skupino, oziroma dve ciljne skupine, sem si izbrala tudi dve persone, ki jih kot ključne kulturne turiste opredeljuje tudi operativni načrt trženja kulturnega turizma v Sloveniji. To sta aktivni nostalgiki ter državni tudi. Obema je skupno to, da je kultura njun primarni motivator za izbiro destinacije. Skupno jima je tudi to, da obiskujejo kulturne prireditve ter festivale, da na destinaciji radi poskušajo lokalno kulinariko, da raziskujejo predvsem zgodovino in pa kulturo destinacije. Tako da se ta enodnevni turistični produkt začne prvo z vodenim ogledom starega mestnega jedra. Predvsem se to izpostavi tiste znamenitosti, ki so pomembno vplivale pri razvoju Brežic, tako pač v zgodnjem času, kot tudi v sodobnem času, ko je turizem tukaj že zelo vpet v vsakodnevno življenje. Potem pa sledi vodeno gradsko doživetje. To vodeno gradsko doživetje sem si nekako zamislila v obliki časovnega stroja, torej ko se zgodovina in pa ponudba gradu Brežice in Posavskega muzeja Brežice ne predstavlja predvsem na tisti pasiven način, ko samo si ogledajo razstave in si ogledajo grad, ampak da bi torej te vodniki privlečeni v grajske like, ki bi dejansko skozi pripovedovanje zgodb oziroma s tem storytellingom govorili turistom o sami zgodovini in o samem razvoju gradu ter Posavskega muzeja Brežice. Te sklope sem poimenovala po različnih zgodovinskih obdobjih, ki so zaznamovali grad. Te sklopi so Rajni Polcalsburško nadškofijo, torej gre za začetke gradu, potem burgo-huntersko obdobje, zlati časi gradu Brežice ter muzej, ki se stikata preteklost in sedanjost. Nadaljevanje tega produkta bi nadaljevali v Osteriji de Beluh, kjer bi potekala Mišelinova gurmanska pravljica. Torej, tukaj bi vključili v to doživetje tudi lokalno gastronomijo, saj bi se turisti srečali z priznanim šefom Juretom Tomičem, kjer bi on tudi popustil z večkolnim menijem. Nadalje tega pa bi bila mogoče tudi kakšna vodena kulinarična delavnica, kjer bi se turisti lahko še bolj poglobili v samo doživetje. Naslednja stvar pri tem doživetju je tudi ogled ene od nesnovnih dediščin destinacije, ki je tudi opisana v registr nesnovne dediščine, to je Brod na Savi. Tukaj bi podobno kot prej z pripovedovanjem zgodb, torej povedali o sami zgodovini in pa tradiciji brodarstva na reki Savi. Na koncu pa bi se v okviru festivala stare glasbe vseh Brežice turisti udeležili še enega od koncertov ter tako z obiskom festivala dejansko zaključili svoje doživetje na destinaciji. Kot zaključne misli bi poudarila predvsem to, da je spodbujanje in fotografijsko povezovanje glavno, da se bo turizem na destinaciji še bolj razvijal in postal pač res osnovni gradnik brežiškega turizma. Pomembno je tudi to, da se vzpostavi učinkovit destinacijski komunikacijski ter tudi promocijski sistem, ki bi bil pod vodstvom destinacijskega menedžmenta. Potem, da se oblikuje tudi celovita strategija razvoja kulturnega turizma,
ki bi nekako povezovala Posavski muzej z širšo turistično ponudbo, da se oblikujejo tudi skupne zgodbe in da se spodbuja sodelovanje vseh deležnikov tako na področju kulture kot tudi turizma, da se razvija oblikovanje teh inovativnih kulturno-turističnih doživetij, predvsem v obliki tematskih vodenj, sprehodov ter tur, ki so prilagojeni potrebam turistov in so zelo individualno naravnani ter omogočajo to avtentično doživljanje kulturne dediščine. Pomembno tukaj je tudi digitalizacija. V zadnjem času, predvsem po COVID-u, je digitalno inoviranje kulturne dediščine postalo res pomembno, tako da se tudi narekuje slovenski turizem, da se to še naprej izvaja. Na koncu pa bi izpostavila še eno prednost, ki jo večje kulturne destinacije že zdaj ponujajo, to je turistična kartica, ki omogoča turistom, ki pridejo v mesto obiskati predvsem raznolike aktivnosti, da si lahko ogledajo v enem dnevu ali pa v 2 dneh čim več stvari in jim omogoča, da izkoristijo popuste in ugodnosti tako v kulturnih institucijah, muzejih, galerijah, kot tudi pri uporabi javnega prevoza ali pa pri lokalnih ponudnikih kulinarike ter nastanitev. To je bilo vse z moje strani in najlepša hvala za vašo pozornost. Skromnim darilcem se ti zahvaljujem, imeno vseh nas, ti želim uspešno nadaljevanje in da pač prideš še veliko do tam, predvsem pa, ko boš uspešno v tem turističnem svetu, da boš naredila super paket, da bomo imeli veliko od tega. Definitivno. Hvala ti.